Vidimo spet en video za znanost. Zbijamo vnet mehur, jaz sem se pa prehladil. Najni vnetni markerji so zato tako visoki, obstajajo pa tudi protivnetna živila, ki bi to mogla znižati. Katera so in ne bojo kaj pomagala, dajmo pogledati v tem videu. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš in vsako nedeljo z vami deliva tisto, kar sva se naučila v šoli. No, danes se bova spet malo špikala, ker vse veste, ko greste k zdravniku in vas pošlje v laboratorij dati kri, more malo boleti. No, ampak dajmo se zresniti, vnetje je resna stvar, zato dajmo malo pogledati več o tem. Vnetje je en kompliciran odziv tkiva na poškodbo ali pa draženje zaradi nekih dejavnikov. In telo dela vse v smeri, da bi te dejavnike preprečilo, uničilo, ustavilo. Vnetje zato ni bolezen, ampak spremljajoč simptom oziroma način telesa z zdravilnim učinkom. Pri vnetju ima ključno vlogo naš imunski sistem, ki takrat začne množično izdelovati različne celice. In na podlagi vrste in pa števila teh celic, ki jih mi potem v laboratoriju izmerimo iz krvi, potem zdravnik tudi ve, kaj povzroča vnetje in kako to pozdraviti. No, kaj pa povzroča vnetje? V prvi vrsti so to virusi, bakterije, se pravi mikroorganizmi, plesni tudi praživali. Te okužbe pa so najbolj pogoste in se jih tudi najbolj bojimo. Vnetje povzročajo tudi kemični dejavniki. To so alkohol, lugol, zdravila, droge, se pravi vse, kar zaužijemo, najprej prečistijo jetra, razen če ne. In takrat mi izmerimo povišano aktivnost jeter, posledica pa je tudi vnetje. Vnetje lahko povzročajo tudi fizični dejavniki. To so lahko kakšne poškodbe, na primer brca v trebuh, lahko pa tudi mraz in vročina. No, vnetja pa lahko nastanejo tudi zaradi notranjih dejavnikov, kot je na primer nekroza tkiva, nakopičeni presnovni produkti pri bolnikih z vnetnim črevesjem in podobno. Kot vidite, vnetje povzroča več stvari, razdelimo pa ga lahko na akutno in pa kronično. Akutno vnetje povzroča vse tisto, zaradi česa na hitro zbolimo, medtem ko kronično pa običajno povzročajo bolezni, ki trajajo dlje in zato niso zdravljene. Da si boste mogoče lažje predstavljali, tukaj je moj izvid. No, jaz imam trenutno vnet mehur, moram tudi na 20 minut na stranišče, urin je drugačne barve, imam tudi malo vročine, majčkeno povišan CRP, malo sem pa tudi anemična, ker so v urinu prisotni eritrociti, no najbrž pa tudi bakterije. Tako vrsto vnetja se zdravi z antibiotiki in usodi med akutna vnetja. Mi v laboratoriju tak izvid kot patološki vidimo, če v sedimentu urina potem najdemo številne bakterije, številne levkocite, najdemo tudi kri, sečina in kreatinin sta lahko zvišana, sploh če je šlo vnetje naprej od mehurja do ledvic. In proti takim vnetjem si boste zelo težko pomagali s kakšnim protivnetno dieto, se pravi, ne se hecati in pojdite zdravniku. In naslednji, recimo, zanimiv tudi moj primer. Jaz trenutno sem malo prehlajen. Moj hemogram pa CRP pri prehladu. Prehlade običajno povzročajo virusi, ki hitro mutirajo, zato nismo dolgo časa odporni. CRP je zato pri mojem prehladu malo zvišan, levkociti so tako nekje v mejah normale, oziroma lahko so tudi rahlo povišani. In to je običajno zato, ker imunski sistem še ne ve čisto točno, s katerimi virusi se spopada in kako se odzvati. Zdravil proti virusnim okužbam ni. Najbolj v bistvu pomaga dober imunski sistem. In jaz sem v tem trenutku, se pravi pri prehladu, najbolj dovzeten, da se okužim še s čim drugim. A lahko mogoče pri tem pomaga protivnetna dieta? No, na drugi strani od akutnih bolezni so kronična vnetja. Tukaj bi naj imela protivnetna dieta v bistvu največ koristi za telo in prva najbolj očitna taka korist je, da protivnetna dieta blaži simptome, ki jih vnetje povzroča. Vnetje je pri avtoimunih obolenjih neka neželena posledica. Pri teh obolenjih telo namreč prepozna svoje celice lastne kot tujek in jih prične napadati. Oblike avtoimunih obolenj so recimo artritis, luskavica, astma, celiakija, Crohnova bolezen, no vse te bolezni pa spremlja tudi rahlo vnetje. Se pravi, CRP bo vse skozi nizek, vendar še merljiv, levkociti bodo normalni, bo pa zvišana sedimentacija. No, prisoten pa bo še en znak vnetja, to je splošno slabše počutje in pa bolečine. Protivnetna dieta je sestavljena iz živil, ki zmanjšujejo vnetne odzive. Ta dieta zato vključuje nadomeščanje sladke, rafinirane hrane s hranljivimi živili. Vsebuje tudi povečane količine antioksidantov, ki zmanjšujejo število prostih radikalov.
Prosti radikali so molekule v telesu, ki lahko poškodujejo celice in povečajo tveganje za nekatere bolezni. Protivnetna dieta tako pomeni, da poskušate vaš zajtrk, kosilo in pa večerjo sestaviti iz naslednjih stvari. No, za to protivnetno dieto sem jaz v roke dobila že en tak lep seznam, katera so tista dobra živila. Tako da hvala, Petra. Pa dajmo zdaj pogledati, katera živila lahko pomagajo protivnetju. To protivnetno? Špinačka. Zelenolistnata zelenjava, vključno z ohrovtom in špinačo, borovnice, robide, češnje, rdeče grozdje, zeleni čaj, fižol in leča, no pa avokado in kokos, ekstra deviško olivno olje, oreščki, predvsem orehi, pistacije, pinjole in mandlji, potem ribe, sem sodijo losos, sardine, kurkuma in cimet, temna čokolada, no in pa zelišča in začimbe. Kar kratek seznam, ne? Midva sva se probala to dieto 2 tedna in se zdaj že veste, da bova kmalu dala na zaslon najine izvide po protivnetni dieti. Še prej pa nekaj vtisov, kako sva se imela in pa nekaj splošnih poročil, da bi bila protivnetna dieta še bolj učinkovita. In kaj si lahko zdaj iz tega sestavim? Če ne drugega, vsaj eno solatko. In sicer, obroke načrtujte, se pravi, napišite si seznama jedi, možne recepte in pa potem jedilnik za cel teden. No, jaz bom zdaj iz teh protivnetnih živil poskusila za malce si narediti en smuti. To bo protivnetni smuti. Rekli smo špinača, pa borovnice. Zalila bom z zelenim čajem. Zraven pa še malo cimeta, pa kurkume. Ne bomo pa videli, kaj bo ratalo. No, pa da vidimo. Ni slabo, ampak dobro pa tudi ne. No, zmanjšajte pa tudi število obrokov. Midva sicer prakticirava tudi prekinitveni post, zato imava običajno 2 do 3 obroke dnevno. Namreč telo ima med presnavljanjem hrane veliko dela. Med vnetjem ima pa delo z vnetjem. Zato 6 do 8 obrokov na dan ni najboljša izbira. Sladke pijače zamenjajte z vodo. Na ta način boste lahko tudi več pojedli, ker tekoče kalorije se ne občutijo na sitosti, se pa poznajo na vagi. Namesto sladkarij pojejte več sadja in zelenjave, se veste, zaradi vitaminov in mineralov. No, prehrani dodajte tudi kakšna prehranska dopolnila, predvsem omega-3 za tvorbo hormonov in pa kakšno kurkumo. Dovolj morate tudi spati in pa biti redno telesno aktivni. No, seveda pa obstajajo tudi živila, katera človek ne bi jedel, če hoče se iti protivnetna dieta. In to so hranila, ki višajo inzulin, kortizol in pa naprimer hrano, na katero smo intolerantni. Se pravi, veliki delci neprepravljene hrane potem lahko prehajajo v kri in povzročajo vnetni odziv. In na vnetja lahko vplivajo tudi pomanjkanje maščobnih kislin, aminokislin in pa antioksidantov. No, in midva sva se, kot pravijo priporočila, 2 tedna izogibala naslednjih stvari. Živalski produkti, sladke pijače, transmaščobe, bela moka in nasploh vsi pekovski izdelki, potem sojino in rastlinsko olje, prigrizki, tebi je manjkal čips in pa krekerji, pa tudi izogibala sva se sladicam, preveč ogljikovim hidratom nasploh in pa alkoholu in nikotinu. To je pa tebi nekaj, ne? Raziskave kažejo, da imajo ljudje... Stop! Ne! Kaj ne? What the Ja, zakaj ne? Ja ne, halo! Ne kadim, ne pijem, ne! Samo dvojno alkohol pa nikotin. Ja ne, ker se lahko dobro izogibala Preveč se ogljikovih hidratov in pa alkoholu in nikotinu. Raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki sledijo vegetarijanski prehrani, manj možnosti za pojav vnetja in pa srčnih bolezni. Glavni plus vegetarijanske diete pa je tudi manj verjetnosti za vnetje. Midva sva to že probala za 1 mesec in nisva bila čisto nič vneta. No in evo, zdaj najini izvidi. Jaz sem si medtem že pozdravila mehur, zdaj ali je to zaradi zdravil ali zaradi protivnetne diete. No, verjamem, da je malo tudi pomagala dieta, če ne za drugega pa že zato, ker misli usmerjaš v to, da bo nekaj delovalo. Kaj pa moj prehled? Zdravo se 14 dni, ker sicer bi se 2 tedna, tako da tukaj tudi ni neke znanosti. Kronične bolezni pa noben izmed naju v bistvu nima. Čakaj, samo še to. No, to je kronično.
Ampak za vas že pripravljava nov video, tam bomo pogledali, če se s hrano da kaj izboljšati mojo ščitnico, zato se naročite na kanal, da ga ne boste zamudili. Protivnetna dieta človeku lahko pomaga, da se olajša nekatere simptome vnetja. Lahko vam tudi pomaga, da se izognete nekaterim potencialnim zdravstvenim težavam, ki jih pač vnetje prinaša. Vedeli ste tudi, katera živila so protivnetna in katera vnetje potencirajo. Nasploh smo zelo veliko govorili o enem vnetju, zato vam jaz zdaj že čisto vnet glas. Lahko ti pomenem strepa, da vidim, imaš angino ali pa vnetje? Ja, no pa dajmo. No, midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Ni slabo.